Lep pozdrav. Ker precej sprašujete o tem, kje bi človek lahko diagnosticiral vezivno-tkivne bolezni. Sliši se tako enostavno, a ne, ampak v resnici pa ni, ker zdravnika prav za vezivno-tkivne bolezni ni, sploh ne obstaja, a ne, takšna specialnost. Očitno v preteklosti niso prav posebej resno obravnavali tega področja, niti danes ne. Je pa seveda možno diagnosticirati vseeno, a ne, in sicer obstajajo vnetne vezivno-tkivne bolezni, ki se diagnosticirajo pri revmatologih, in obstajajo genske vezivno-tkivne bolezni, ki se diagnosticirajo na genetiki. Genetika ni tako težko dostopna, a ne, kakor smo si mi včasih, vsaj jaz sem si včasih tako predstavljala, da to je pa res samo za tiste res skrajne primere, a ne, ampak je genskih bolezni veliko več, kot si mi sploh lahko predstavljamo, in vedno več jih odkrijejo in vedno več jih poznajo in tukaj na tem področju kar precej napredujejo. Medtem ko, če imate vnetno vezivno-tkivno bolezen in je diagnosticirana pri revmatologu, imate pa kar veliko težavo, ker če nimate popolnoma vseh parametrov, se pravi popolnoma vseh kliničnih znakov za tisto vezivno-tkivno bolezen, je zelo težko verjetno, da vam jo bojo sploh v prvo diagnosticirali. Se pravi, najprej vas dajo pregledati osnovne teste, se pravi, a imate dvignjene A-titre in tako naprej. In če to ni pozitivno, vas avtomatsko zavrnejo, ne. In tudi če imate neke zelo izrazite klinične znake, vam navadno dajo samo osnovne stvari pregledati. So pa te bolezni tako specifične, da potrebujete prav specifične teste točno za tisto določeno bolezen, a ne. Ni to neki sklop nekih testiranj, potem pa bi vam to kar pozitivno pokazalo in bi vas še majčkeno stestirali in bi bili pozitivni. To tako ne gre. Nekateri naši člani so šli tudi po 5-krat, 6-krat, 7-krat nazaj in dobili diagnozo šele takrat, ko so prav v enem hudem zagonu bolezni šli na dežurno in so jih tam napotili na prav posebne specialne teste, ker nekatere bolezni se vidijo samo takrat oziroma pokažejo pozitivno, ko je dejansko neki totalen zagon bolezni, drugače se jih pa ne opazi. Tako da vse dobro, upam, da vam bo uspelo.